Lahko rečem, da smo izredno zadovoljni z izsledki celotnega dneva. Najprej moram poudariti, da sem zelo zadovoljen z dosedanjimi aktivnostmi na področju izvajanja akcijskega načrta strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva, hkrati pa z vedno novimi idejami in nadgradnjami, ki bodo zagotovo rezultirale v posodobitvi tega akcijskega načrta. Hkrati pa bodo predstavljale tudi pomemben segment pri projektih, ki so bili predstavljeni v dopoldanskem dnevu tega posveta, hkrati pa seveda tudi predstavitvah predstavnikov ministrstev, ki so se odzvali našemu povabilu in nam predstavili, kje bodo možnosti vključevanja naših idej, naših aktivnosti, tako v načrtu za okrevanje in odpornost ter v celotni finančni perspektivi 2021 do 2027. Udeležba na današnjem posvetu je bila izredno velika, kar kaže na to, da smo v panogi na področju materialov zelo povezani. Veliko smo v preteklosti naredili, ampak to nas ne sme ustaviti. Želimo ostati pomembno prednostno področje strategije pametne specializacije in vse to, kar je bilo ustvarjeno, samo še nadgrajevati. Cilj je, da tudi seveda se v čim večji meri vključimo v projekte in načrte ter v iskanje virov za strategijo pametne specializacije in virov, ki so iz načrta za okrevanje in odpornost, in s tem bomo zagotavljali tisto, kar je dejansko ključno. Rasli v produktivnosti, rasli v dodani vrednosti in s tem neposredno in posredno prispevali na povečanje blaginje, ne samo v okoljih, kjer delujemo, ampak v državi nasploh.